Včasih se prehitro pahnemo v nekaj, kar še ni dozorelo, na podlagi pametnjakovičev, ki vas prepričujejo, da je to popolnoma ok, celo potrebno, zato da se bo nekaj za vas spremenil pa izboljša. Bravo! Bravo! Imaš ti to! Sej bo! Ljudje se zelo bojijo sprememb. Tudi takrat, kadar menijo, da so se zanje odločili. V marsikomu v resnici tli želja po spremembi, ampak je pa kup programov v njih, da jih pri tej spremembi blokirajo, štopirajo, ustavljajo in delajo vse, kar je potrebno, da se sprememba ne zgodi. Veste, kaj se večini ljudi zgodi? Mislijo, da nekaj morajo, ker jim vsi to okrog njih razlagajo, ampak deep down inside, torej v resnici, globoko nekje v sebi, na to še niso pripravljeni in to dvoje se v osebi neprestano spopada, neprestano tolče, neprestano bori, neprestano preigrava. To so notranji konflikti, notranji boji, to so frustracije. Nastajajo tudi tesnobe potem iz tega. To samo pomeni, da zadeva še ni zrela in s tem ni nič narobe. Ko bo, se bojo stvari speljale. Mi smo fantastičen ustroj, mi začutimo, kdaj je pravi čas za nekaj, kdaj bomo nekaj z lahkoto zmogli. Seveda mi lahko posilimo, da se bo zadeva prej speljala. Ampak bo verjetno malo drugačna cena za to plačana, kot če bi počakali, da zadeve dozorijo. In zakaj se ne bi izognili kakšni stiski, neprespani noči, tesnobi, frustraciji, če se lahko? A veste, tudi tako vedno se rada pohecam. Si predstavljate enega človečka, stoji na pomolu in on bi šel rad plavati, ampak valovi so veliki in on ne ve, a bo zmogel to nadzorovati. In zdaj imate enega pametnjakoviča zraven, pride, ne? Strokovnjak, ne strokovnjak, prijatelj, ne prijatelj, se ni pomembno, coach, ne coach, pride zraven in imaš ti to, zmoraš, daj, imaš, skoč. Ne, imate tudi take fanatike, pa take norce, ki vas bojo še kar malo porinali, ne? Ki bojo mislili, koliko vam bojo uslugo naredili, koliko vam bojo pomagali, ne? Treba se pahniti, treba se poriniti, treba izskočiti, če ne boš, ne bo nič, ne? In potem oni še vedno lepo na suhem ostanejo in vas gledajo, ne, in no, vas pač nekoga, in on se matra in malo pod vodo, malo nad vodo, pod vodo, malo popiješ, se ti zaleti, malo tuči pečo, se trudiš ostati nad nivojem, nad gladino vode in on je še kar, bravo, imaš ti to, sej bo, kaj bo, spet smo pri temu, kaj bo, nič ne bo. To ne pomeni, a bo ta oseba splavala ali ne. Pomembno je, kakšno izkušnjo bo tudi ob tem dobila. Zaupati sebi, razmisliti večkrat, poslušati se, v tem se moramo krepiti. V vsakem primeru poslušajte sebe. Kaj vam vaši občutki pravijo in tudi kaj vam vaši občutki pravijo glede oseb, za katere se odločite, da boste pa včasih mogoče pa tudi malo poslušali njih.